Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novem tretjem polčasu. Tokrat bo glavna tema košarka, obudili bomo spomine iz Evropskega prvenstva, kjer je Slovenija vpisala zgodovinsko zlato medaljo. V našem studiu bomo precej govorili o tem in pa seveda tudi o rokometu ter o nogometu. Za rokometaši Celja Pivovarne Laško je naporen teden. Prvi točki v Ligi prvakov so doma proti Vespremu izgubili v končnici, v kateri pa so imeli v Zagrebu lepo priložnost za zmago v Ligi Seha. Veselje Celjanom je v zadnjih sekundah pivovarskega derbija preprečil Matevž Skok, sicer nekdanji vratar celjskega moštva. No, ta konec tedna rumeno-modri potujejo na Dansko. Spremenjena in pomlajena celjska zasedba se je enemu izmed glavnih kandidatov za osvojitev letošnje Lige prvakov hrabro postavila po robu. Celjani so v prvem polčasu Madžarom zabili kar 18 zadetkov in v polčasu vodili za 2 gola. Še dobrih 10 minut pred koncem je bil izid izenačen. Nato pa je madžarska zvezdniška zasedba številnimi nekdanjimi igralci Celja Pivovarne Laško pritisnila na plin in se ob koncu veselila visoke zmage z 8 zadetki. It was two different half times, I think, where Celje was playing very good in the first half. They scored almost on everything. Videli smo 2 različna polčasa. V prvem so Celjani igrali hitro in zelo učinkovito v napadu. Mi smo igrali slabo v obrambi. Nisem zadovoljen z 18 prejetimi zadetki v enem polčasu. Bili smo tudi preveč pasivni in Celjani so v polčasu zasluženo vodili z 2 goloma. V drugem delu smo določene stvari spremenili in se vrnili v tekmo. Zamenjali smo nekatere igralce v obrambi in vratarja. Kljub zmagi imamo še veliko stvari, ki jih v naslednjih tekmah moramo popraviti. And we didn't have the saves, to be honest as well. So they were leading with 2 goals in the half time, and it was really deserved as well. In the second half, I think we came back very good. We changed some things, changed some players in the defense as well, and the goalkeeper as well. Jaz mislim, da smo odigrali 50 minut dobrega oziroma na trenutku zelo dobrega rokometa. Fantje so res pokazali veliko tega, kar bom rekel, so v tem trenutku sposobni. Plod tega je bil tudi rezultat, ki je bil pozitiven za nas. Seveda pa so se ob kvalitetni igri Vesprema dogodile tudi določene napake, ki pa jih je ekipa Vesprema znala kaznovati. Tako kot sem dejal, pri 50 minuti, zdaj ne vem čisto natančno, smo pri rezultatu 32-31 imeli mrtvo priložnost Gala Marguča za izenačenje in takrat naprej nismo več dosegli zadetka. Kljub temu jaz sem danes videl veliko dobrih stvari v naši ekipi. Fantje so res, bom rekel, predvsem v napadu, kajti po mojem mnenju še vedno v tem trenutku je močnejši del igre Vesprema obramba s hitrimi prehodi v protinapad. So našli tiste rešitve, ki smo jih, bom rekel, v tem času, ki smo imeli na voljo za Vesprem, naredili. Tekmo smo odprli tako, kot smo se nekako dogovorili. Igrali prvi 30 minut hitro, čvrsto v obrambi, mogoče dosegli število zadetkov, ki si ga nihče ni nekako pričakoval. V drugem polčasu igrali 20 minut korektno, bili na golu razlike z Vespremom, igrali gol za gol. V zadnjih 10 minutah pa nekako prišlo do padca, do zgrešenih čistih strelov, 100% priložnosti in nekih izgubljenih žog, katere so nam prisilili oziroma niso prisilili igralci Vesprema. Dokazali so, da so vrhunska ekipa z dolgo klopjo, ki vsako napako kaznujejo. Nekako se je pokazala naša mladost s temi zadnjimi 10 minutami. Vesprem je na to odlično odgovoril, zabil vsako kontro in na koncu vsekakor zasluženo zmagal. Rad bi jim čestital za zasluženo zmago. Mislim pa tudi sam, tako kot je že trener povedal, da je mogoče bila na koncu
malce velika razlika glede na to, kar smo pokazali v prvih 50 minutah. Pri Celjanih je Žiga Mlakar dosegel 8 zadetkov. Pri Vespremu pa je bil najbolj razpoložen nekdanji pivovar Mate Lekaj z 11 goli. Po eni strani je prodiral, zabijal gole, po drugi strani je razigral tako krila zunanje in pa pivota in to je bila, bom rekel, njihova najmočnejša točka v napadu. Seveda so se priključili tudi vsi ostali igralci in rezultat takšen kot je, zvenelo bo čudno, po tistem, kar so fantje Celja pokazali 50 minut oziroma 53 minut je mogoče malce preveč, ampak videl sem veliko stvari dobrih oziroma zelo dobrih, tudi nekaj stvari, ki pač jih takšna mašinerija kot je Vesprem zna odkriti in na nas je, da se pravi poskušamo to iz dneva v dan bolj ukomponirati, sestaviti in iti naprej. Časa za počitek je bilo malo. Celjani so že čez 4 dni igrali v Ligi Seha. Njihov nasprotnik v pivovarskem derbiju pa je bil njihov večni tekmec Zagreb. Srečanje se je zaradi prometnih razmer, ki so jih celjski vitezi doživeli na poti v Zagreb, pričelo s 15-minutno zamudo. Težek dan za nas, kajti že na poti tja smo imeli velike probleme. Ustavilo se na avtocesti prometna nesreča in moram pohvaliti našega šoferja avtobusa. Mislim, da je on zaslužen za to, da smo sploh prišli na tekmo. Kljub zamudi smo potem imeli manj časa za ogrevanje, zato morda slabša igra na začetku tekme. Celjani niso bili pravi, Zagreb je hitro povedel, vodil tudi s +5 in prvi polčas dobil za 2 gola. Če so varovanci trenerja Branka Tamšeta proti Vespremu igrali 50 minut in potem padli, je bilo tukaj obratno. Celjske viteze je v igri ohranjal izjemno razpoloženi Urban Lesjak, na krilih katerega so rumeno-modri v zadnjih 10 minutah Zagrebčane ujeli in imeli priložnost celo za zmago. Strel Jake Malusa v zadnjih sekundah je Matevž Skok ubranil in srečanje se je končalo z delitvijo točk. Rezultat na semaforju je bil 25-25. Borut Mačkovšek je za Celjane zadel 5-krat, 5-krat je bil za Zagrebčane uspešen tudi Stipe Mandalinić. Smo skozi tekmo kljub ne najboljši igri prišli do te točke, imeli celo možnost za zmago, ampak glede na videno mislim, da smo lahko zadovoljni tudi s točko. Celjani so v 4 krogih Lige Seha osvojili 7 točk in so trenutno tretji. Konec tega tedna jih čaka drugo srečanje v Ligi prvakov. V najlažjem gostovanju svoje skupine bodo v nedeljo ob 16:50 igrali proti danskemu Aalborgu. Nogometaši Celja se bodo v četrtfinalu pokalnega tekmovanja pomerili z Muro iz Murske Sobote. Prvo srečanje bo 18. oktobra v Celju, povratno pa teden dni kasneje v Murski Soboti. Celjani so si četrtfinalno vstopnico preigrali na Ptuju, kjer so Dravo premagali s 3-0. Celjski nogometaši še naprej držijo pozitivno serijo. Po prvenstveni zmagi proti Ankaranu so v domačem prvenstvu točko vknjižili proti Mariboru in kasneje še proti Krškemu. Zdaj so vse skupaj nadgradili še s pokalno zmago proti Dravi. Dvakrat Mitja Križan in Đusi Lopeta za povsem upravičeno in zasluženo zmago proti Ptujčanom. Ja, vsekakor smo zadovoljni, da smo se uvrstili med najboljših 8. Tudi v pokalu imamo svoj cilj in mislim, da smo zaenkrat na zelo dobri poti. V pokalnem tekmovanju bo torej naslednji nasprotnik Mura. V domačem prvenstvu pa že to soboto Ljubljanska Olimpija, vodilno moštvo v prvi ligi Telekom Slovenije. Ja, vsekakor pričakujemo eno tako dobro, trdo tekmo. Vsi v klubu se takih tekm najbolj veselimo, ker je to v bistvu najlepše take tekme igrati. Vsekakor smo motivirani in se vidimo v soboto. Celjski nogometaši si na sobotni tekmi želijo številčnejšega obiska. Želijo si bučne podpore, potem ko bodo le-to imeli tudi Ljubljančani. Namreč iz Ljubljane so sporočili, da bo v Celje prišlo veliko število navijačev. Vsekakor si želimo, da bi nas prišlo podpreti čim večje število gledalcev, kajti je to v bistvu še neka dodatna motivacija, dodatna podpora. Tako da vabim vse gledalce, da pride v soboto nas podpreti. Kaj pa reči o formi Metoda Jurharja, prav na vsaki tekmi, na kateri je branil, je dobesedno zaklenil gol. To je želja vsakega vratarja, vsake ekipe, da zadnjih drži nulo, tako da bomo naredili vse, kar je v naši moči. V soboto torej Celje Olimpija ob 20:20 na stadionu z Dežele.
Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. Tokratna glavna tema pa zlata medalja naše košarkarske reprezentance na Evropskem prvenstvu. Veliko je bilo že povedanega, pa vendarle malce bomo še obudili vse skupaj, še namenili nekaj besed našim košarkarjem oziroma nasploh naši slovenski košarkarski reprezentanci in košarki nasploh. Potem, ko v našem studiu pozdravljam Mileta Čepina in pa Aleša Pipana. Obema torej lep pozdrav. Nekaj dni je že po finalu Slovenije in Srbije, pa vendarle lahko bi dejali, da tista prava euforija še ni polegla oziroma ni se polegla, še traja. Mile Čepin, kaj dejati po tej zlati medalji? Ja, če bo pomagalo pri razvoju slovenske košarke, bo prišla medalja prav, vendar se bojim, da delo v naši košarki ni ravno briljantno. Vse v reprezentanci pravzaprav skoraj da ne igrajo igralci iz naše lige. Večinoma so vsi igralci v tujih klubih. Reprezentanstvo sem spremljal od prve pripravljene tekme v Rogaški Slatini proti ruski študentski ekipi. Moram priznati, da me takrat ekipa ni prepričala, zato sem veselo presenečen za tako velik uspeh. Igra reprezentance je bila iz tekme v tekmo boljša, najboljša seveda proti Latviji, tako da že ko smo premagali Latvijo, sem upal sprejemati stave, kdo bo prvak. Mile Čepin, odličen nekdanji trener in košarkar. Aleš Pipan, vi pa ste tudi vodili slovensko izbrano vrsto. Verjetno ste tudi vi bili ponosni in veseli po tej finalni tekmi. Ja, v bistvu res odlična igra fantov, fenomenalen rezultat. Biti evropski prvak je res nekaj sigurno fantastičnega. Fantje so bili pravi takrat, ko bilo najbolj potrebno. Kot je že Mile omenil, v bistvu, da je bila ključna tekma četrtfinale z Latvijo. Tudi po mojem ena lepših in boljših tekem na prvenstvu. Če gledamo realno, tudi Latvija, če bi te tekmi zmagala, bi najbrž prišla vsaj do finala. Tudi odlična reprezentanca, vendar tu smo zmogli pač zadnje atome moči in pa koncentracijo do zadnjih minut in zmagali in tam se je pač odprla pot do te zlate medalje. Mislim, da smo pokazali vrhunske predstave, dobro košarko in res na tem prvenstvu bili najboljši. Goran Dragič je dejal, da gredo zasluge vsem igralcem, nekdanjim igralcem in trenerjem, ki ste čakali na to medaljo, kar nekaj časa se je čakalo, pa vendarle ste vi pred prvenstvom slutili, da se lahko gre do medalje? Dobro, fante so hrabro napovedovali nekateri, da pričakujejo medaljo, da grejo po medaljo. Ta samozavest je vedno dobrodošla in mislim, da so bile te napovedi na neki realni osnovi. Ta reprezentanca je imela rep in glavo, v bistvu je imela enega vodjo na igrišču in enega ob igrišču, tako da vsi ostali so pa dali svoj maksimum v pravem trenutku, tako da sami vidite, kam je to pripravljalo. Mile Čepin, odlični igralci, reprezentanti, Goran Dragič, Luka Dončić in ostali. Lepo jih je bilo zavideti na tem prvenstvu. Kot je že rekel Ali, v reprezentanci je bila hierarhija postavljena, mogoče še nikdar tako kot tokrat. Igralci so bili zelo enotni, nihče ni razvijal na terenu in izven terena svojega egoizma, kar je pa v kolektivnem športu najpomembnejše. Vedeli so, da je glavni igralec kapetan Goran Dragič, drugi vzhajajoča zvezda slovenske košarke Luka Dončić. Ostali igralci so pa se neverjetno podredili in odigrali tisto, za kar so sposobni, in v ključnih trenutkih so tudi oni reševali tekmo. Če se spomnimo tekme proti Srbiji, finalne,
ko Goran ni mogel zaradi utrujenosti in krčev igrati, pa si Luka zvije nogo. Gledal sem tekmo nekje v nekem lokalu, bilo nas je veliko, vsi so rekli, to tekmo smo izgubili, vendar so pozabili, da lahko tudi Prepelič, Blažič, pa celo, kar me je najbolj presenetilo, Aleksej Nikolič, odigrajo vrhunsko. Mislim, da je to pokopalo Srbe, ker so bili prepričani ob odhodu z igrišča Gorana Dragića in Luke Dončića, da bodo zmagali. Po mojem so se Srbi tam precej opustili, predvsem pa v obrambi. In to nam je prineslo zasluženo zmago. Tako da v tej reprezentanci treba pohvaliti čisto vse igralce. Tudi tiste, ki so igrali zelo malo, vendar so vsi zdušno bodrili igralce na terenu. Tako se je še enkrat pokazalo, da zmaguje kolektiv, ne posameznik. No in lahko bi dejali po tej zlati medalji in odličnih fantih, da je prihodnost svetla, pa vendarle vprašanje je, kdo bo sploh nadaljeval v reprezentanci. Nekaj namigovanj je že bilo tudi okrog selektorja, tako da je vprašanje, kakšna bo reprezentanca v prihodnje. Ja, mislim, da obstajajo neke teorije celo, da igralci iz NBA lig in pa iz Evropske lige profesionalne, da naj ne bi igrali v kvalifikacijah. To ne vem, če je to res. Če je res, potem je to res velika neumnost. Za našo reprezentanco pa vemo, ne? Goran Dragić je jasno povedal, da je zaključil, enako Kokoškov, ki pa je sicer ponudil pomoč pri svetovanju. Osebno mislim, da štab, ki je bil na Evropskem prvenstvu, je že bodočega trenerja je že izpostavil, po mojem bo to Jaka Lakovič. In za Jako vsi vemo, kakšen igralec je bil, ne vem, kakšen bo kot trener, upam, da bo v redu. Predvsem, da bo tako miren kot Kokoškov, ki je izredno vodil reprezentanco, verjetno ne samo na terenu, ampak tudi izven terena. In upam, da bo tudi, če bo Jaka Lakovič, kar po mojem bo, uspel nadaljevati to pot reprezentance, ki bo seveda pomlajena. Iz te reprezentance je nekaj igralcev izpadli, ki bi v bodoče lahko igrali. Ne? Točno tako, Aleš Pipan, vi pa se dobro spominjate Gorana Dragića še iz takrat, ko ste vodili slovensko izbrano vrsto, namreč prav vi ste mu ponudili prve minute za našo reprezentanco. Kako se ga spominjate in kako ste ga zdaj spremljali? Dobro, Goran je bil velik talent že od samega začetka ukvarjanja s košarko. V bistvu sem ga treniral na njegovih začetkih pri Slovanu in bo takoj dal tudi priložnost v reprezentanci. Bil je član ekipe na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Goran je takrat kazal, da se bo razvil v velikega igralca. Njegova pot je bila pravilno, nekako bi rekel, usmerjena, dozirana in sami ste mu zdaj videli, do kam je prišel, kaj se je razvil v pravega vodjo ekipe, v pravega igralca, ki v odločenem trenutku prevzame odgovornost, nase odigra, če je treba sam zmagati tudi tekmo, pokazal svoje kvalitete tako sedaj v reprezentanci kot že par let v NBA. Tako da mislim, da je res naredil pravo kariero, pot seveda še ni njegova zaključena, pred sabo še ima nekaj let igranja, mislim, da bo vse skupaj uspešno dokončal tudi. Tudi Žigo Dimca ste trenirali v Laškem, lahko bi dejali, predvsem proti Španiji je prijetno presenetil, ko je Gašper Vidmar moral oditi iz igre. Verjetno je lepo takole videti, ko zaigra in predvsem dobro zaigra košarkar, ki ste ga vi trenirali. V bistvu Žiga Dimca jaz nisem nikoli treniral v članski ekipi, treniral sem teh fantov še Vidmarja, ki je prav tako v bistvu bil presenečenje za mene tega turnirja s svojo mirnostjo, s svojimi obrambnimi vložki
in tudi agresivnostjo in odločnostjo v napadu, kaj prejšnja leta ni bilo. V navadi je bil v bistvu kar važen kamenček v mozaiku naše reprezentance. Žiga Dimec ga je dostojno zamenjal. V bistvu, kot je rekel že Mile, vsi ti fantje, ki so imeli nekako sporedne vloge, so odigrali v pravem trenutku najbolje in so res ogromno prispevali tudi k skupnemu uspehu. No in zdaj bomo pogledali prispevek o samem sprejemu Žige Dimca, ki so ga pričakali v Latkovi vasi. Takole so včeraj tudi od ponosa vihrale zastave kljub dežju na sprejemu zlatega košarkaša. Pa ne samo zastave, včeraj je Latkova vas prekipevala od sreče, kako tudi ne, saj so končno dočakali Žigo Dimca. Ja, nisem čuval takega presenečenja tule, dragega odvija, res vsaka čas, vsem tudi, ko so prišli tule pa nas podpirali, res, kapo dol. Občutki ponosa in sreče pa so tudi pri evropskem prvaku še vedno prisotni. Ja, res, občutki so zelo fenomenalni, mislim, biti prvi v Evropi je res nekaj, kar si nismo nekako predstavljali, upali smo na medaljo, dobili smo pa zlato medaljo in to je to, kar si nekaj želiš. Žiga Dimec je eden izmed herojev slovenskih košarkarjev evropskih prvakov za naslednja 4 leta, ki je v nedeljskem finalu z blokadami pripravljal prostor Dragiću in Dončiću. Domačini njegovega kraja, Latkove vasi pri Preboldu, so ga skozi prvenstvo budno spremljali, zanj navijali in mu včeraj torej pripravili tudi bučen sprejem. In evropska zlata kolajna je vsekakor spomin, ki ne bo zbledel. Zbledel ne bo niti spomin na 9 zmag in noben poraz. Ja, seveda nismo pričakovali, da bomo bili najporaženi, ne. Šli smo tako tekmo, smo šli na zmago, se čim boljše pripravili na nasprotnika, dali vse od sebe in nam je dal to rezultat. Kakšni pa so Žigini cilji za naprej? Ja, po moje stopničko po stopničko, ne. Najprej, da po evropskih klubih in poče bo prilika tudi NBA, ne. Žiga Dimec je od leta 2001 doma v Latkovi vasi, predtem je z družino stanoval v Šempetru v Savinjski dolini, kjer je v mlajših letih še pred košarko treniral odbojko skupaj z bratom. Da je bila prava odločitev sprememba treninga, se strinja tudi Žigin oče, ki je Žigo vedno podpiral. Oba peva sta začela v Šempetru z odbojko, pa okoliščine so prignale tega zašla v košarko. To zlato pomeni največ za Žiga, ne. Za nas starše je poplačen ves trud. So pa grenki, tudi časi grenki trenutki, ki pa morajo biti žal pozabljeni. Slabi občutki naj bodo torej pozabljeni, a občutek zmagoslavja, ki sta ga slovenskim fantom prinesla trud in odrekanje, naj bo v nas še dolgo, vsaj naslednja 4 leta, ko so naši fantje evropski prvaki. Tako, to je bila naša kamera, ki je bila na terenu pri samem sprejemu. Nekaj smo že govorili zdaj o sami prihodnosti naše košarke, kaj lahko torej pomeni tale zlata medalja. Aleš Pipan, je lahko to nov zalet oziroma je nekaj dobrega za slovensko košarko? Verjetno v tem trenutku je, ampak potrebno bo izkoristiti to. Ja, sigurno je to, ta zlata medalja dobra za košarko in v bistvu tudi za ves slovenski šport. Predvsem je dobro, da se bo po mojem Košarkarska zveza Slovenije malo tudi opomogla. Zdaj pa na teh ljudeh, ki vodijo to zvezo, je pač zdaj ni počitka. Zdaj je treba to medaljo nekako unovčiti, bi rekli nekako ustvariti še boljše pogoje za nadaljnjo delo, narediti neke smernice razvoja, da bo te zlate medalje mogoče vsi, ki se ukvarjamo s košarko, da bomo to zlato medaljo občutili. Mile Čepin, nekaj ste že govorili o tem, kaj bi dejali o nagradah naši izbrani vrsti. Pri informativnih oddajah smo lahko videli, koliko dobijo košarkarji drugih držav, ogromne dobesedno denarje. Naša izbrana vrsta pa bo kar prikrajšana pri samih nagradah. Odkrito priznam, da ne vem, ker se ne zanimam za denarne nagrade, ne vem niti ne kakšne so. Ali so mizerne ali niso mizerne, ne bi vedel. Hvala Bogu, te igralci pravzaprav nagrade niti ne potrebujejo, glede na to, da so vsi skoraj da v tujini, kjer so
nagrajevani precej bolje, kot je trenutna situacija v Sloveniji, ki mislim, da je precej slaba, zlasti za delo z mladimi, da ne govorim tudi za članske ekipe, predvidevam, da so sredstva zelo zmanjšana. Dolgo časa sem bil vodja strokovnega štaba na Polzeli in vem, kakšni denarji so se takrat obračali v košarki, kakšna je pa situacija trenutno. Vem manj kot Aleš, ki je pač trener v Laškem. Verjamem pa, da se to že zelo močno občuti in ker so pač to profesionalne ekipe, ki tudi kupujejo igralce, ne vem niti ne, kdo ima pravico izbire ekipe, upam, da trener, vendar finančne možnosti kluba so zelo skromne. Po nekih podatkih gledam Sixt Primorska, da ima dovolj denarja, vendar mislim, da zelo slabo kupujejo, neracionalno trosijo denar, kar se jim lahko v kratkem maščuje in se bojim, da če ne bo hitrih uspehov, za katerim teži javnost, pa tudi klubi, potem bo denarja še manj in ne vem, kako bo to šlo. O tem bo lažje govoril Aleš Pipan, ki pozna situacijo v slovenski prvi ligi, pa približno ve, kakšna so sredstva. Osebno, po mojih podatkih, mislim, da so zelo mizerna sredstva. In v tem primeru se bo težko delalo dobro, vsej v okviru slovenske lige. Poleg tega vidim, da tudi pri mlajših selekcijah se smešne stvari dogajajo, da se odlagajo kola tekmovalna zaradi tega, ker sodniki štrajkajo, baje zaradi potnih stroškov. In to so zadeve, ki ne grejo v korist razvoja košarke, predvsem pa ne vem, kako bo, ker bo seveda zdaj večje povpraševanje staršev in otrok za vključitev v košarkarske šole po naših slovenskih krajih, pa se bojim, da pogojev pa ne bo. Malo sem skeptičen glede tega. Se pravi, na eni strani zlata medalja, na drugi strani pa kar precej težav. Klubi resnično se borijo dobesedno iz sezone v sezono, pogoji so težki. Aleš Pipan, ampak verjetno pa bo predvsem mlajše selekcije bodo zdaj delale na krilih reprezentance, namreč vsi ti mladi so zdaj z navdušenjem spremljali medaljo pa Luko Dončiča, Gorana Dragića, torej nekakšen zalet je, potrebno je le nekako poskrbeti, da bo šlo to v pravo smer. Sigurno, sigurno bo zanimanje z teh mlajših, da bi se ukvarjali v bodoče z košarko večje. Se pravi, na klubih je, da poskrbijo, da bo ti fantje in deklice, ki se želijo ukvarjati z košarko, pač sprejeti, da jih bojo trenerji znali navdušiti predvsem za šport, navdušiti za košarko, pravilno usmerjati in pravilno razvijati. In da vse skupaj, kot se začne in konča vedno pri denarju, tudi za te mlajše selekcije, za mlade, za te fante in dekleta potrebujemo dobre trenerje, da se to uresničijo. Lahko bi še govorili o Evropskem prvenstvu, dajmo si zdaj pogledati še obenem zadnji prispevek med tem središčem. Namreč pogovarjali smo se z navijačem, ki smo ga lahko videli med samim Evropskim prvenstvom največ na ekranih naših televizij, prihaja pa iz Žalca. Takole, drage gledalke, dragi gledalci, tale del središča tretjega polčasa smo dejansko posneli tukaj, kot lahko vidite, sredi Žalca v Žalskem parku, zadaj fontana, ob meni pa bi lahko dejal trenutno zagotovo najbolj slavni navijač slovenske košarkarske reprezentance in pa morda
nasploh eden izmed najbolj znanih navijačev Slovenije. Namreč to je Aleksander Javornik, ki smo ga lahko v preteklih ne dneh, temveč tednih vse skozi spremljali preko televizijskih prenosov naše izbrane vrste, torej naših košarkarjev, ki so tekmovali, se borili na evropskem prvenstvu, na koncu pometli z vso konkurenco ob zlati medalji, ob naših zlatih fantih, pa si bomo zapolnili tudi tale resnično neverjeten obraz in pokal, bi lahko dejali. Aleksander Javornik, kdor vas do samega evropskega prvenstva zagotovo ni poznal, vas zdaj zagotovo pozna. Ja, lep pozdrav najprej vsem gledalcem vaše televizije Celje. Ja, mislim, da kjer me ni poznal, me mogoče res zdaj poznal, ne? Ampak določeni smo, tako hodimo na večjih prvenstvih že skozi, tako da imamo dosti poznanstv. Glede, kar se je pa zdaj zgodilo, je pa res samo pravljica. Verjelo nas je tisti, ko smo bili že v Helsinkih od začetka. Jaz sem tudi pokal naredil, sem rekel, to je zdaj tretji pokal, tako da je res tista slogan v Sloveniji, v tretjo gre rado, prišlo do izraza. Jaz, ko sem videl, kako ekipo imamo, jaz sem rekel pred prvenstvom, mi bomo prvaki. Ne glede, kakšni so bili rezultati v pripravljalnem obdobju, videl sem, da ekipa je prava, dobra, trener je bil dober, kar se je tudi izkazalo, da je imel najboljše poteze, odlične poteze in da so naši res odlični košarkaši. Vsi pravijo, smo evropski prvaki. Ja, smo evropski prvaki, da pa ni vprašal, zakaj smo evropski prvaki. Zato, ko smo igrali najboljšo košarko. Točno tako, in pustiva še malce košarko ob strani. Kako bi se za začetek predstavili? Torej, ste Aleksander Javornik, kličejo vas Žalski, prihajate iz Žalca. Pojavljate pa se praktično na vseh prvenstvih. Ste bili že na vseh do sedaj, oziroma malce podrobno, če nam vse skupaj predstavite. Kaj vas je potegnilo vse skupaj v to? Mene je potegnilo to želja, da bi enkrat bili evropski prvaki ali svetovni prvaki. Zakaj? Ker smo imeli vedno dobre športnike, zmanjkalo nam je kanček sreče, mogoče tudi malo sodniških odločitev, ker smo majhna država, ampak sem rekel, to se bo vsaj enkrat povrnilo, merom ne more biti slabo. Pokal sem naredil zato, ker ga delam že več let. To je zdaj tretji, kar se tiče. Od prvenstva sem začel, ko je najbolj me navdušila Slovenija, ko je bilo 2014 evropsko prvenstvo, sem imel malo drugačne oblike brez pokala. Tako da v bistvu sem si res želel, teri smo bili zelo dobri tudi, pa nismo uspeli, bilo pač žal samo do četrtfinala. In sem rekel, enkrat bomo evropski prvaki, in sem se pač na ta način odločil, da bi res imel pokal v roki, da bi mogoče bila motivacija, če bi igralci videli, oziroma mogoče se tudi misli povezujejo. Obstaja tudi Nostradamus, ki bi potrdili sigurno ja. In tako je prišla ideja. Je pa res, da je za vsak drugačen pokal, da to je bilo treba zmerom drugače delati. Drugače pa kot navijač sem spoznal krasne ljudi okrog sebe. Sploh da ne govorim, da sem imel zdaj to možnost tudi spoznati igralce v živo, malo pokomunicirati, manj povedati, ne da samo, da so vrhunski dobri športniki, so vrhunski dobri ljudje, izredno dobrega srca, prijazni, veseli, po eni strani zelo tudi skromni. Tako da sem imel ganes nove mravljince po koži, ko sem se res z njim pogovarjal. Ne samo, da sem res tak lahk stik z njimi vzpostavil, ampak ko sem jih spoznaval in sem rekel, se ni čudno, da so lahko tako uspeli, če so tudi krasni, zelo kvalitetni ljudje. In še preden sta tukaj v Žalcu dobro začela govoriti, da bova še lažje govorila, so poskrbeli pri sami fontani. Evo, prihaja nekakšno darilo, če lahko vidim. Hvala lepa, Vojko. Smo veseli in ponosni, da si ponesel dobro ime Žalca in te fontane v tuje kraje, kjer smo kot država, kot reprezentanca doživeli največje uspehe. Hvala ti v imenu župana, v mojem imenu in vedno dobrodošel na fontani. Mislim, da ti bomo v prihodnosti ponudili še kakšno drugo sodelovanje z nami in se tega veselimo, ker vidimo, da če se lotiš, narediš to res dobro in temeljito in srcem. Če je bila do sedaj fontana glavni zaščitni znak Žalca, bi lahko dejali, da je zdaj vaš prebivalec oziroma Žalski, kot ga kličejo, namreč v preteklih dneh ga je spoznala celotna Slovenija. Ja, on je zdaj definitivno najbolj popularen Žalčan in mi se tega veselimo.
Tako, najlepša hvala tudi vam za tole prijetno darilce in pa gremo kar naprej k ravnanju z našim gostom. Tako, najlepša hvala še enkrat. Nekaj za pozneje, verjetno pa že in niste bili na Evropskem prvenstvu. To je res ne, mislim, da je bilo še celo preveč. V glavnem, v bistvu meni je bilo več kot pijača, pomembno bolj, da smo bili veseli, da se radi imeli, se objemavali, se radi slikali, peli. Kar tega dejansko v življenju res veliko primanjkuje. Se opravičujem, če uskačem besedo, pa vendarle, že prej pred pogovorom ste dejali, da toliko, kot ste se zdaj preslikali s pokalom in z vsemi, ki so bili na prvenstvu, si verjetno tudi v sanjah ne bi uspeli zaželeti. Kaj se je dogajalo pred samimi tekmami, ko so vas zagledali, ko so videli pokal? Dejali ste, da je bilo kar naenkrat, lahko bi dali tudi 200 piv okrog vas. Res je, vsi se bi hoteli se slikati z mano, vsi se bi hoteli častiti pivo. Jaz sem vedel, da ne smem zavrniti, ker so take veseli ljudi, ko sem jih videl pred tekmo. Nafilani z polno energijo. Vsi so že vedeli, da bomo evropski prvaki, vsi smo verjeli. In takih ljudi zavrniti, mislim, najtežje. Je pa bilo to za mene res težko. Ni bilo enostavno. Dejansko, če gledam, smo bili do 6:30 na tem prizorišču, pred gostilno, preden smo odšli z avtobusa. Lahko rečem, da sem tega skozi zmerno pokal po konci držal, da sem se slikal, ampak res nisem niti enim zavrnil, ne, zato ker pravim, tako sem prej rekel, vesele, radostne, glasne navijače, ko vidiš, bi mi srce paralo, če bi jih zavrnil. No in tale pokal bi lahko dejali, da je imel srečen konec, zadev je bistvo. Vi ste imeli pokal, ker ste sami pri sebi dejali, da bo Slovenija evropski prvak. Na vsaki tekmi smo ga lahko videli preko televizije, kako ste ga ponosno držali, zato je verjetno še toliko večje veselje na koncu. Jaz sem rekel, da je treba ga po koncu držati, tudi ker zmagovalci ga vedno po koncu držijo. Drugo, kar je, sem probal, ker sem dostakrat bil tako na dobrem sedežu, da se ga lahko tudi igralci ob igrišču mogoče tudi daj videli za košo, sem rekel, naj bo motivacija, naj pomaga, naj da energijo. Vse v bistvu sem si želel, ne ta pokal dela, samo da je bili evropski prvaki. Na koncu sem videl, da je bil dobro motivacijski, ali je znal srečo prenašati, nekaj ta pokal po mojem nekaj je dal zraven, tako da prinosa. Je pa res, da brez vrhunskih igralcev in tako dobro košarko, ko smo tle igrali na prvenstvo, mislim, ta pokal sploh ni igral dobene vloge. Kaj bi lahko dejali po tem naslovu? Vzdušje torej nepopisno, lepo je bilo slišati, videti vas vse navijače. Verjetno je to tisto nekaj, kar vam bo zavedno ostalo v spominu. Veliko stvari mi bo ostalo. Mogu reči, zapisnikar je zdrav, toliko je bilo res lepih trenutkov, velikih zgodb. Mogoče bi mi ostalo najbolj spominu to, da sem se lahko približal z igralcem, da so me igralci zelo spoštovali, pustili, da sem se slikal z njimi, pogovarjal. Kar se tiče pa navijačev, bi rad povedal, kar se mogoče ne vidi, videlo se je, v bistvu se pa ne ve. V bistvu jaz bi rad, bil je Marjan, ki že hodi najmanj 10 let tudi na košarkarska prvenstva, ki je bil zelo težko bolan, oziroma prestaja težko bolezen, prinese s sabo največjo tudi zastavo, ker ste mogoče lahko na televiziji videli, da je bil to problem tudi za noter pri tako kot moj pokal. Sta bila še 2 bobnarja, ker sta bila že prej v Helsinkih in sta se mogla žal vrniti, ni bilo denarja, služba je bilo, ampak mi smo videli po tekmi z Latvijo, da brez bobnov ne gre. Če hočemo imeti uni glasni, da sodnike malo pritisnemo, tudi malo pritiska, da ne bojo proti nam, da je piskali, ampak da bojo korektni tudi na igrišču, je to velik doprinos, sigurno so navijači. Če gledamo vsakim športnim dogodkom, domači, lahko bi rekel, 70% so zmerno zmagovalci. Zakaj? Zato, ker jih navijači ponesejo. Tako da bi hotel povedati, smo navijači zbrali denar za bobnenja, kar mislim, da je bil velik ponos. Nekaj malega sicer so res sami dodali, s tem, da smo tudi šef zaprosili, da lahko, če bi lahko, tako da so prišli četrtek na Španijo. Marjan je bil že torek. Jaz to verjamem, da tisto je verjel, tako že prišel torek, da bomo prvaki, ker jaz vedel, da Latvija je bila res vrhunska ekipa.
ampak mi smo bili še boljši, zato smo tudi evropski prvaki. Pa eden, ki je bil sofler, ki je bil dirigent, kako se je treba dreti, kakšne poteze, kdaj se reče, da ona skače ni Slovenci, kdaj mi Slovenci, kdaj drži obrambo. Skratka, takega potrebuješ, tudi navijači potrebujejo, ker mora en dirigirati, tako kot v dobrem orkestru. To bi rad povedal še, da v bistvu tukaj bi še spostavil dva policaja, ki so nas rešili, da smo lahko mi vsi noter prišli, ker pač turška policija je bila zelo pedantna in zelo zahtevna za vstop v dvorano in to nas omogočili dva policaja. Sicer res, da smo mogli mi dati osebno, da se poslika, ampak sta to v bistvu vse urodila. Ta dva, ki sta res bila iz Slovenije, prišla dol, sta res za navijače delala dušo. Sem videl prav, da imate rada šport, rada navijače, mislim, da sta dala toliko od sebe. Če pogledam sploh finalno tekmo, bilo je neki Srbo, mi pridemo dol, mi smo imeli celo tretjo kategorijo, ampak je rekel, ne, vi ko imate zastavo, zastava se gor ne vidi, bobni se gor ne slišijo, to je živa resnica. To smo mi vedeli, dobro. Mi smo imeli sicer tretjo kategorijo karto, se pravi, to je bilo skoraj. In so vam že policaja rekla v štartu, vi ne morate biti zgoraj, ker to se ne bo videla neuring zastava in so nam preko vez z njihovo policijo spustili notri, da smo prišli na tisto mesto, da je bilo bučno navijanje, da se je bolj slišalo. Kar je bilo zanimivo, so bili Srbi na enem koncu. Mi smo imeli 17 kart, kljub temu, mi smo si vse zborili 17 kart, oziroma so tudi nekateri navijači 5 kart tudi nam podarili, da smo zamenjavo naredili samo sebe, kar rečem, tudi kapo dol. In smo mi noter prišli, smo videli Srbe, jih je bilo kar dosti, na četrtino, na tisti zadnji košu. Ampak mi smo se drugače znajdli. Mi smo rekli, eden ven, 17 kart novih. S tem, da tukaj tudi bila še, lahko rečem, od Luka Dončića mama zraven, je rekla, za tako stvar še dam pa jaz 3 zraven, tako da je bilo spomenili naenkrat 20 kart tudi. Kar je bilo zelo zanimivo in vsako so oni noter prišli, eden šel ven kao na WC, je zmerno 20 noter pripeljan. In to smo se mi v 20 minutih, je bila naenkrat gruča ljudi, zelo glasnih ljudi. S tem, da potem so Srbi še ostali v svojem koncu, so pa spomenuli pa nekaj na debato tudi s policajem, smo rekli, kako bi one zrinili, ker je tudi zastava bila široka. Lahko bi bila moteča, lahko bi kaj nagajali in da ne bi bilo konfliktov, smo rekli, če bi bilo prosili, če bi lahko njihovo policijo zaprosili, da je to lahko pride do velikega konflikta in so to res dva policaja naredila, so šla do turške policije in so prišli specialci in so jih odnali na tribuno, na zgornji del tretjo kategorijo, tako smo ostali mi Slovenci, če dali večjem kolektivu, zastava se je lahko velika odprla, bobni so se slišali in to mislim, da je tudi pripomoglo, ker je bilo v finalu zelo dobro sojenje za nas. Se pravi, resnično zelo zanimive zgodbe. Lahko bi še en prizor, recimo Dončića omenil, recimo, ko je on zabil, čez celo igrišče, ko je vodo in ko je zabil in sem jaz videl tisto obraz, ko je zabil, ko sem mislil, da bo obroč dol trgo in pokazal to proti nam, mislim, to je bila za nas, še nas je spodbudo, še k večjemu navijeno. Skratka, so poteze, ki se povezujejo. Točno tako in zdaj smo lahko slišali, kaj pravzaprav se je vse dogajalo, kaj ti od doma nikakor ne moreš izvedeti teh zgodb, videti, kaj se dogaja. Se da še to kdaj ponoviti? Jaz bi rekel, samo bi še eno, ko zdaj nisem omenil, bi pozdravil B, da je prišlo 800 navijačev brez kart, ki so dali ogromno za letalsko karto, ki so verjeli, da bo karto dobili in prišli in sem rekel, in tak jim res tudi kapo daj. Sem rekel, to je velika ljubezen. In imamo Slovenci velike navijače za šport. In to je se tukaj pokazalo s takim dogodkom. Vi pa niste bili le v Istanbulu, vi ste bili že na prvem delu tekmovanja, ko se je vse skupaj začenjalo. Torej ste si kar privoščili pošteno tale dopust. Ja, seveda, če ne bi imel sponzorja, seveda tega tudi ne bi bilo. Ti sponzor je tudi enim zaposlen, ki je v bistvu ni bil športnik v svojem življenju, ampak je velik človek. Ampak podpira pa šport, kar mi je zelo všeč. To ne pomeni, da če nisi bil športnik v otroštvu, da potem, ko si starejši, da ne odobrava športa. Lahko se vse obrne, tako se je tudi v tem primeru. Kar sem
sem zelo ponosen. Jaz sem vedel že zdavnaj, da bo. Jaz sem videl, da je pa tudi, če gledam, ko je bilo zbor navijačev in igralcev, ko je Goran Dragič prišel domov, ko sem rekel, če se lahko slikam, in je pa prišla taka poteza, kaj bi pokal dvignili. Sem rekel, to je najlepša poteza, kar bi lahko naredili. In potem je tudi rekel, ko jaz pokal dvignem, moramo vsi roke dvigniti, in to smo se vsi odločili, da tako bo, in to je bilo meni en tak del. In jaz videl tudi, ko je Goran dvignil pokal moj, ko smo vsi potem roke dvignili, sem rekel, le, mi bomo prvaki. On ve, da bomo prvaki, ker ta pokal, ko je dvignil, ga ni zastojen dvignil. In tako da jaz sem že rekel, še to je bil en dodatek zraven, ker to je bilo, recimo, so bilo samo 2 tekme, recimo, če gledamo, od 9 tekem, se pravi, 7 je že ostalo, ampak je bil neka samozavest, nekaj miselni vzorec, ki je bil pravi, pred igralcem njihovim bila kemija, trener vrhunski s pravimi potezami menjal, upam, da smo bili tudi mi navijači, ful dobri. To je pač morajo tudi igralci povedati, ne samo mi, a ne. Skratka, bila je kemija na vseh področjih, no, in po mojem, če je kemija na vseh področjih, mora zmagati, ne. V slogi je moč. Zagotovo ste bili najboljši, to je večkrat poudaril tudi Goran Dragič in preostali igralci, ki so se vse skozi zahvaljevali navijačem. Še nekakšno dodatno potrdilo so vam dali, da so igrali na vaših krilih. In potem je vsaj za delček lažje igrati na Evropskem prvenstvu, ki je bilo torej za Slovenijo nekaj posebnega. Kaj pa zdaj? Evforija, bi lahko dejali, še nekako drži. Evforija še drži, ne, se vidite, to lahko nadzorujemo, vidite, glasa ne more nadzorovati, ne, ampak leta, ko smo evropski prvaki, tudi to se vse pozabi, in na telo, in na glas. Jaz upam, kar sem zdaj videl, sem videl samo še na nogometu, ko je bilo, recimo, v Amsterdamu je bilo 10.000 ljudi več, ko zdaj, ko je bilo 8.000 ljudi. Prihaja rokomet v Zagreb. In jaz mislim, da te ljudje, po mojem, znajo vsi priti, se pravi, da te navijaške ljubezni ne bo konec. Idealno, da sosednja država, zdaj blizu Zagreb, tako da treba to naprej vzdrževati, jaz pravim, in bi bilo super, da smo s takim številom tudi v Zagrebu. Točno tako, takoj podpišemo. Kdaj se vam bo povrnil glas, kdaj predvidevate? Se že kaj izboljšuje? Glejte, meni se je tako izboljšal, bil je še slabši pred finalom, pa ko smo mi zmagali, to je bilo res zanimivo. Meni se je glas izboljšal za 50%. Se pravi, da je najboljše zdravilo je ljubezenska energija in to je to. Koliko solz je preteklo? Ogromno, dobro, da smo očala, da se ni vsega videlo. Res smo jokali, bili veseli, vemavali. Se pravim, škoda, da nismo enega res, da bi to vse snemal, da imaš to res eno lep spomin. Oziroma bi lahko iz teh videov posnel, ko je bilo posneto, napravil eno knjigo, res doživetja. Zakaj je pomembno biti navijač? Sploh, če so pa evropski prvaki, si pa prav ponosen, da se lahko bil en delček mozaika. Res je, in koliko je bilo klicev po tistem, ko ste se vrnili domov, ali že prej, ko ste bili še v Istanbulu, verjetno čestitke, pohvale, hvalospevi in še. Ja, če gledam začetka, je bilo že veliko, ko niso vedeli, ali lahko dobijo karte. Jaz imel enih 200 klicev za karte, že preden so šli dol. Sem rekel, da enkrat so še karte, ne obljubljam pa to, kakor sem zvedel. In tako da sem rekel, mogoče se ne ostavljati, pojte do kraja. Če ne druga, bomo probali mi izrihtati, tudi če bi bilo na črnem trgu, bi si pomagali. Tako da sem rekel, če so želeli si jeti finale pogledati, sem jim hvala vsem vedeti, ne zamujati, ne ostajati doma. Pojedi, uživaj, to je enkratna poteza, ki boš v življenju ne boš nikoli pozabil. To je bil pač en tak slogan. Se pravi, da v bistvu smo res skoro si dihali, en z drugim, tako povedano. Res je, kdaj ste si izbrali samo opremo, oziroma je to vse po vašem okusu, ste si sami sestavljali vse skupaj? Glejte, takole je, pokal ponavadi so funkcionarji, ki dodelijo, in ti so vedno v obleki in kravati. Tako da v bistvu naredjena zgodba je bila pokal za prvo mesto, stil, ki podelijo pokal, ostalo sem pa naredil v barvi Slovenije, zdaj je postala modra tudi, v košarki pač barva tudi države, tako da sem si izbral zeleno, belo in modro, tako kot je zdaj barva za košarko za Slovenijo. Skratka, všeč mi je, da je zgodba plus stil
je napravo zmagovalni šport. Res je, in tukaj lahko vidimo na pokalu tudi podpise, se pravi podpisi samih košarkarjev, še nekakšen dodaten plus oziroma nekaj, kar vam bo ostalo za spomin. Ja, to moram povedati, da se lahko zahvalim od Lukata mami. Sem povedal, jaz imam največjo željo, da se bi kot evropski prvaki, že prej, jaz sem tako vedel, da bojo, sem nekaj evropski prvaki bojo, imel sem to željo, da sem imel velik spomin na to evropsko prvenstvo z njihovim podpisom, če to možno. Moram povedati, da je res, ko smo zmagali, sem počakal, sem že hotel vedeti prav, miren, počakaj, bo še nekaj prišlo. In res za tistim je pač en član reprezentance košarkaške Slovenije, je rekel, daj mi pokal. In sem dal pokal in tedi so se spet solze oblile. Sem vedel, tista moja želja, pokal bo podpisan, sem vedel. Sicer sem vedel, da v dvorani takoj ne bojo mogli, sem odhajal, ampak sem vedel, da bo sigurno prišel nazaj v moje dobre roke. Druga je zelo taka, se je bilo več točk, ampak bi rad izpostavil to, da so mi dali zlato medaljo, okrog vrata sem se lahko slikal z njo. Spet solze oblile, mravljince, kot da si bil igralec, božanski občutek, ki se ne da opisati. Tretja stvar, da sem lahko bil med njimi, se slikal tudi na avtobusu. Četrta, da sem lahko bil prišel v njihovo hotelo, se lahko pogovarjal, kot da se poznamo že 20 let. In kakšne pogovore smo si nudili, to so bili vrhunski, to so vrhunski ljudje. To ni sam vrhunski igralec. To je res kapo dal. Zdaj sem rekel, tako smo prej v štartu rekel, uspeli so tudi, ko so tudi vrhunski ljudje. To je bilo tisto, kar mi je najbolj prešilno in da je bilo 8000 navijačev in da je 800 navijačev prišlo brez kart. In pa tudi zahvala vsem, tudi dvema slovenskim policajem, da so nam omogočili veliko zastavo, pokal, da je lahko prišel tudi dvorano Bobni, dirigent in skratka, veliko lepih celot. Eno temo sem želel izpustiti, pa vendarle, morda za konec, solze sreče so bile torej ob veselju, ob zlati medalji. So bile tudi kakšne solze ob tem, ko ste zagledali v dvorani naše politike? Ne, jaz se sploh nisem to obremenjeval, mi smo imeli navijaško zadevo, kako bomo glasni, kako se bomo drli, nas to sploh ni nič presenetilo, mi smo imeli svoj ritem, nismo se dali motiti, tako kot igralci, verjetno isto, ko imajo nalogo trenerja, morajo bogati, ni važno, kaj se okrog dogaja, ne slišiš, ne vidiš dejansko. Mi smo bili pripravljeni samo se 90 minut, da preglasimo, da sodnike prepričamo, da ne more biti proti nam, kvečemo za nas in v bistvu, da se bojo bali, da bi delali proti nam. To je bil tisti naš cilj, pa da igralce, ko nimajo več moči, da jim damo še mogoče eno dodatno energijo, ki podzavestno začne še naprej, bi rekel, leteti po igrišču, ker mogoče, če ne bi bili mogoče tako mi glasni, bi mogoče premagal. Veliko je bilo že o tem povedanega, pa vendarle, gledano še iz navijaškega vidika, bosta po vašem mnenju selektor Kokoškov in igralec Dragič ostala v naši reprezentanci ali bo, tako kot zdaj že praktično vsi namigujejo, bosta morala oditi? Jaz sem se malo z Goranom pogovarjal, sem rekel, moja največja želja je, da ste evropski prvaki, sem rekel, to tako vem, da boste. Še predno so bili. Sem rekel, druga največja želja mi je, rad bi videl vse skupaj, ker ste krasna ekipa, krasni ljudje, to je res in to je ta moč, ki je prišla do izraza za šampione, vsaj do olimpijskih iger 2020. Vse je nasmehno, je rekel pravilno razmišljanje, je rekel, za tako odločitev se pozneje odločil, tako da potem sem prišel tudi do Vidmarja, ki sem slišal, da ne bi bil tudi nahal, sem vprašal, pa upam, da je v taki dobri ekipi nahali vsi, čeprav res dobro, razumem, da na vrhuncu lahko zaključiš kariero in je to najlepši spomin, ampak glede na to, da so vsi še mladi in lahko še za mene še lahko vsi igrajo, je rekel, jaz se bom odločil mogoče tako kot Kopeta. Tako da vidim, da je res na kapetanu res velik potez, mogoče preveč odgovornosti za njega, da bi bil bolj sproščen. Jaz upam,
Jaz upam, da bo vse imeli to spomino, da so bili zmagovalci, da jih bo vse mogoče to preširilo, zakaj še ne bi enkrat na svetovnem prvenstvu zmagali. Zakaj ne bi mogoče še enkrat kakšno olimpijsko medaljo zmagali. Če bo imeli to v glavi, po mojem, bi lahko bili skupaj do olimpijskih iger 2020. Točno tako in še bi lahko govorila ogromno zgodb, ogromno doživeti, lahko pa pokaževa tole. Namreč tukaj lahko vidijo Aleksander Javornik in zraven Facebook znak, kar pomeni, da vas lahko vsi najdejo tudi na Facebooku. Ja, to sem rekel, ker v bistvu jaz želim, da bi navijači čim ne prišli na tekmo, zato ker bi lahko potem tudi čim večjem število bilo. In sem rekel vsakim dojali, tudi ko se je sliko, če želi, lahko na moje Facebook stran za bodoča prvenstva, ni važno, kaj je shodno, vse prvenstvo, rokomet, hokej. Zato tudi meni Zagreb, prvi je tudi Južna Koreja, olimpijske igre. Sem rekel, če bo kdo kako pomoč rabo, jaz imam enega, ki je zelo dober logistik, ki je zelo dobro, vedno poceni dobro tudi zrihta in sem dal vsakim v oporo. Če bomo imeli kakšno željo, se lahko na mene obrne, bomo pomagali, mogoče bomo celo tudi društvo ustanovili, vsi so mi rekli v Istanbulu, želimo si, da bi bil društvo ustanovilo, mi bi bili tvoji člani, skratka, vsi so hoteli pripadni meni, verjetno so verjeli, da tisto, kar bom zrihtal, da bi imeli oni pocen, kvalitetno obdobje, počutili, da bi se dobro, zgleda, da so to zelo čutili. Jaz sem rekel vsakim, ni problema, Facebook je stran je vedno odprta, Messenger je odprt, tako da, tako tudi, ko sem rekel, preslikanje, nisem nobene zavrnil, tudi v tem primeru ne bom. Zato, ker pravim vedno, v slogi je moč, treba se jim pomagati, mi če bomo dobri navijači, pa tudi dobri igralci. Res je, Aleksander, po domače povedano žalski, hvala za tale prijeten pogovor in verjamem, da se še srečamo. Hvala tudi vam, jaz upam, da bomo imeli veliko takih še lepih dogodkov. To je bil torej Aleksander Javornik iz Žalca. Lepo je bilo videti Mile Čepin, naše navijače, kako so skrbeli za odlično vzdušje v dvorani, ob dvorani, pa potem tudi na sprejemu v Ljubljani. Ja, vsekakor je za igralce zelo pomembna podpora gledalcev. Hvala Bogu, naši igralci so imeli podporo vse posod, od Helsinkov do Istanbula, kjer je se celo za finalno tekmo zbralo po nekih podatkih 6 do 7 tisoč gledalcev, ki so preglasili srbske popolnoma. Po mojih podatkih je bilo srbskih navijačev samo 3 tisoč, pa še ti niso navijali tako kot slovenski. Mislim, da je to tudi zelo pomagalo ekipi in igralcem. Točno tako in če se malo obrnemo na klubsko tekmovanje, nova sezona je pred vrati, Aleš Pipan, v Laškem verjetno tudi že zdaj z nestrpnostjo čakate novo prvenstvo. No, priprave počasi grejo koncu, v bistvu so potekale po planu, ekipa je sestavljena, fantje dobro delajo, kaj bo to prineslo, bojo pokazala prva kola tekmovanja. V bistvu ne samo kot mi, imajo tudi drugi klubi določene probleme. Mislim pa, da je najbolje, da se s temi problemi mi, jaz kot trener, pa igralci ne ukvarjamo, ampak svoje naredimo najbolje, kaj znamo na parketu in odigramo to novo sezono v najboljših močeh. Kakšno sezono lahko pričakujemo? Kar nekaj kadrovanj je bilo po vseh klubih, tako da zna biti spet zelo zanimivo. Mislim, da bo kar zanimiva liga, malo spremenjena. Liga zmanjšana na 10 ekip, ki se bo borila v prvem delu za 8 mest, potem se začne zopet vse znova, tako da bo dolga, naporna in mislim, da je zanimiva sezona. Mile Čepin, vi Aleša Pipana že dolgo poznate, bili ste mu trener, ne nazadnje. Kakšno sezono pričakujete iz strani Laškega in pa ne nazadnje državnega prvenstva? Verjetno ga dobro spremljate. Žal ne poznam sestave posameznih ekip. Malo bolje sem seznanjen z Six Primorska, kajti tam je glavni financer moj bivši igralec Polzele, Klemen Pur. Nadalje se je vključil v delo te ekipe tudi Goran Jagodnik. Celo ta čas, ko je bila ekipa Six Primorska na turneji po Kitajske, on vodi vse treninge s temi mlajšimi igralci. Veliko mladih igralcev je prišlo
predvsem iz Šentvida v Koper. In seveda vsi pričakujejo in napovedujejo, da bo Siks Primorska glavni pretendent za prvaka Slovenije, vendar mislim, da so sestavili ekipo nesrečno. Za Laško žal ne vem, kakšno ekipo ima. Upam, da je Aleš Pipan sestavil kvalitetno ekipo. Si pa verjetno želite kakšnega izmed celjskih klubov povsem v vrhu? Celjski klub pravzaprav ne obstaja v prvi ligi. Iz celjskega področja, tako? Celjskega področja. Ja, ne vem. Zablestel je v eni sezoni Šentjur, Tajfun, pa potem žalostno ugasnil v vrhu slovenske košarke. Za Polzelo se če dalje bolj presenečen in vsako leto znova, ki sestavlja neke ekipe čudežne, pa se potem bori za vrh, kar pa letos ne bo tak problem po mojem, glede na to, da 8 ekip gre naprej od 10. Mislim, da za ekipe iz celjskega področja ne bo večjih problemov, da pridejo med 8 ekip, ki bojo potem igrale za boljšo uvrstitev. Tako, upajmo na najboljše, tako upajo pri enih in drugih. Hvala obema za obisk v studio in pa veliko uspehov še naprej. Hvala. Tako, to je bil prvi del oddaje v središču tretjega polčasa, po oglasih pa nadaljujemo. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Nova definicija moči, RAV4 hibrid, z ekosubvencijo 4500 € in 10 let jamstva na hibridno baterijo Toyota. Novi Hyundai i30, sedaj s financiranjem z 0% obrestno mero. Hyundai i30, ljudski avto sedanjosti s tehnologijo prihodnosti. Zemeljski plin iz ECE je vse, kar potrebujete za toplino vašega doma. Brez vezave, zajamčeno ceno in na skupnem računu z elektriko. ECE, energija prihodnosti. Takole še drugi del oddaje v središču tretjega polčasa je pred nami. Zdaj ne bomo govorili o košarki, temveč o evropskem prvenstvu, ki ga bo gostilo Laško. Ja, res je, prihodnji teden bodo v Laškem zbrani najboljši invalidi v namiznem tenisu in lahko si boste ogledali precejšnje število dobrih tekem. In o vsem tem bomo zdaj spregovorili s podpredsednikom organizacijskega odbora samega turnirja oziroma prvenstva v Laškem, Romanom Pungartnikom. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, v Laškem bi lahko dejali, že nestrpno čakate na začetek, odštevate dneve do evropskega prvenstva. Ja, tako je. Laško je že, bi rekel, neka stalnica, kajti v Laškem se že vrsto let odvija tudi svetovni pokal na namiznem tenisu za invalide. Zdaj je pa to nadgradnja vsega tega, bi dejansko rekel tako, nagrada za vse to, kar je Zveza športnih invalidov Slovenije vložila v to, je to evropsko prvenstvo in 26. se začne z prihodom ekip in pa seveda potem tudi z 28. za tekmovalnim delom. V Laškem smo bili iz leta v leto vajeni tistih klasičnih tekem turnirjev, zdaj pa torej kar precej nivojev višje.
Kaj pomeni evropsko prvenstvo za to celjsko območje? Ja, v prvi vrsti bi rekel, pokažemo to, da Slovenci smo dobri organizatorji, znamo organizirati velika prvenstva. Na drugi strani pa Zveza športnih invalidov Slovenije se je odločila za ta korak, kajti želi se šport invalidov približati tudi ostalim športom oziroma tudi gledalcem pokazati, da se igra na vrhunskem nivoju, da so tukaj tudi tekmovalci, ki so prisotni na olimpijskih igrah, ki prinesajo medalje in seveda delovati povezovalno, kajti želimo tudi, da bi se novi igralci nekako vključili v to delo in videli dejansko, da je to zelo lepo, kajti v teh dneh smo lahko videli, kaj pomeni šport. Šport združuje in seveda tudi šport invalidov želi to in dela v tej smeri. In jaz mislim, da to evropsko prvenstvo bo res na enem visokem nivoju, uvedli bomo neke nove smernice, želimo res, da se to naredi v pravi luči, kajti nagrada je v bistvu že bila, da smo organizatorji, potrditev pa tudi to, da bo leta 2018 svetovno prvenstvo na namiznem tenisu za invalide, to pa v Celju. V Celju, v Golovcu in Zlatorogu tudi takrat bo pestro, ampak že zelo živahno bo zdaj, glede na to, koliko bo invalidov, koliko posameznikov, ki bodo nastanjeni samo v Laškem, bo dovolj prostora? Ja, vse skupaj bo tekmovalcev in nekih spremljevalcev 460, tako da številka je res enormna. Govorimo tukaj v dveh vrstah, govorimo o posamičnem in ekipnem delu. Tukaj so tako invalidi, ki so stoje in pa invalidi v invalidskih vozičkih. Laško je pa dejansko, bi rekel, v tem delu, ne Slovenije, mogoče tudi Evrope, res termana eno super središče ravno zato vse je prilagojeno temu, da lahko invalidi se počutijo tukaj zelo dobro domače, seveda so temu primerne tudi sobe in vse ostalo, kar tukaj spada in jaz mislim, da Laško je bil pravi domačin in seveda bo tudi to tako v tem evropskem prvenstvu in jaz mislim, da gledalci lahko pridejo, vstop je prost, lahko vidijo, vsi bojo nameščeni v Laškem. Laško ima dovolj kapacitet, tukaj se zahvaljujemo tudi vsem lokalnim delavcem in pa občini Laško in vsem, ki so sodelovali in sodelujejo pri tem. Tako da mislim, da bo prav lepo, kajti vidi se, če celo mesto živi s tem, da potem je tudi to doživetje samega turnirja in vse ostalo veliko lažje in veliko boljše spremljati. Odlični pogoji torej, ne nazadnje od samih bivališč do dvorane Tri lilije imajo vsi, ki bodo tekmovali zelo blizu, blizu so do prizorišča. Želja je torej večje število gledalcev, da pridajo, da pogledajo, da vzpodbujajo tudi naše, ki si želijo dobrih rezultatov. Vsekakor, naša ekipa, bi rekel, je mešanica mladosti in pa izkušenosti, so igralci in igralke, ki so že bili na olimpijskih igrah, na velikih tekmovanjih, seveda pa to še za njih poseben čar, kaj ti igraš doma, si organizator, na eni strani je to pritisk, na drugi strani pa velika spodbuda, velika nagrada in sigurno potrebujejo podporo in želimo, da bi jo imeli. Nadejamo se tudi mogoče dobrega rezultata, predvsem tukaj v ekipnem delu, sem pa trdno prepričan, da tisti, ki bo prišel v dvorano Tri lilije, bo imel marsikaj videti, tudi spremljevalni program in vse ostalo in jaz mislim, da lahko pomagajo, kajti videli smo, kaj pomeni podpora navijačev na zdajšnjem evropskem prvenstvu v košarki in na vseh ostalih in tukaj bi tudi bilo to zelo dobrodošlo. Točno tako in novo prvenstvo torej pred vrati iz evropskega na evropsko. Lahko bi dejali, dela je bilo precej, ne gre to čez noč vse skupaj organizirati. Ne nazadnje pa iz ene in druge strani prihajajo pohvale iz leta v leto, torej za organizacijo v Laškem, kar je za samo zvezo in tudi za tujino več kot dober glas, da v Laško prihajajo z veseljem, da se dobro počutijo in ne nazadnje bo tako tudi od prihodnjega tedna naprej. Ja, to je na nek način nagrada za Zvezo športnih invalidov, kajti za ta korak so se odločili, da grejo tudi naprej, kajti pridobivanje sredstev za šport invalidov Slovenije oziroma novih sponzorov je zelo težko in to je ena izmed oblik organizacija velikih tekmovanj, da se lahko nekaj od tega pridobi nazaj in uloži naprej v delo mladih. Te nagrade so pa pozitivne, dobre, pohvale, na drugi strani pa se tukaj ne smemo uspavati. Kajti vemo, da današnji trendi oziroma vse te organizacije zahtevajo, da greš vedno korak višje,
Mi temu se trudimo, ne želimo zaspati, smo veseli, da prihajajo pohvale, po drugi strani se pa tudi zavedamo, da je to velika odgovornost in da na pohvalah ne smeš spati, ampak moraš delati naprej in jaz mislim, da se bo to pokazalo tudi na tem prvenstvu. In verjetno bi lahko dejali, da bo tole predpriprava na svetovno prvenstvo. Vsekakor predpriprava, že na to prvenstvo se pripravljamo leto dni, po tem prvenstvu takoj začne priprava na svetovno prvenstvo in jaz mislim, da energije, elana imamo dovolj, še predvsem zato, ker vidimo, da okolje, v katerem smo, živi s tem, nam pomaga in to je samo tisto spodbudno in jaz sem trdno prepričan, da bomo to v okolje znali vrniti. Se pravi, točno kdaj in kam v Laško? Točno tako, v Laško prosim, pridite, dajte podporo našim igralcem, našim invalidom. Začne se prihod ekip 25. 26. september, 28. je pa uradni del, kjer začne tekmovanje in pa seveda do 4. septembra, kjer bo tudi zaključek, ki ga pripravljamo malce drugače. Upamo, da nam bo vreme šlo na roko. Želimo narediti en tak res družabni dogodek na občinskem dvorišču upravne enote Laško in sigurno, kot sem dejal, pridite, uživajte z nami, veselja bomo imeli več kot dovolj. Stopnine ni, tako da preprek prav tako ne sme biti. Točno tako. Hvala za obisk v studiu Roman Pungartnik in pa seveda dobro izpeljavo želimo. Hvala vam za povabilo. Tako, s tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Spet vanjo vabljeni prihodnji petek ob 20. Vse dobro in lahko noč.